Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Za nami še eno fantastično jutro na totem radiju, pa kaj si ti nor. Energija je vrela danes zjutraj iz nas, predvsem iz Jegra, sveto se je, tak je bil poln energije. Da smo ga mogli kar malo brzdati, zategniti, vajeti. Ja, v redu je. Danes je bilo malo manj energije, po moje, zato ker popoldan spim, pa po noči ne morem. Ja, pa dela že 100 let jutro, pa še se nisi navadil, ne? Pa še četrtek, ja, ne? Drugače je, veš, če bi bil kjer drugi dan. Pa samo danes bi mogla energija že goriti, ker je četrtek. Ja, pa ne zjutraj. Kaj bo jutri, bomo videli, kaj bo jutri. Jutri pa čist druga. Ampak osredotočimo se še na danes, če ste zamudili današnje jutro, lahko v podcastu slišite recimo, kakšna je situacija z Marjanom Vedlinom, ki je na poti iz Nove Zelandije. Malo smo pogledali v portale, naredili en zanimiv izziv. In nama je kar šlo, Jeger, ne? Nismo še stara. Ne. Sicer pa podelili tudi nekaj vstopnic za festival letni oder Ruše, pa še kaj se bo našlo vmes. Nam zdaj vsega povedal, ne? Ker lahko poslušate. Tako. V podcastu. Ja. Že gre energija gor, ha? Mrk je bil včeraj, sta gledala? Meni se je zgodilo nekaj, kar se lahko samo meni zgodi. Zaspala si? Ne, hujše. Zavedno sem vedela sem, da se je začelo in pogledam v sonce z temi očali in vidim, luna je zdaj že malo šla preko. In si rečem nič, zdaj bom hitro skočila pod tuš. Čakaj, stoj, hitro skočim pod tuš, glih na začetku. In potem bom šla gor v 5. nadstropje v bloku, ker imamo odprto sušilnico, ne? Ja. Terasa. Sem se pa bom šla lepo gor, ne? Ker se res daleč vidi naprej. Ja, zamudila sem, ko sem gor prišla, sonce je bilo za bregom. Ja, valjda. Bravo. Tako da malo sem videla. Če pa smo govorili celi čas, da je 2 minuti ali koliko. Da bo v bistvu nekaj čez 20, pa sem se dobro, bom šla gor ob 20, ne? Ampak je šlo hitro tudi mimo. Tako da čestitke, bravo, Ana. Bravo. Ja, nič, glej, kaj zdaj 2081, naslednjič? Ja, se pa te boš... Stara 135 let. Ja, ne boš, ne? Stara boš 80, ja. Nekaj. Je v redu, Če bom, ne? Ja. To pa je druga zgodba. To pa je druga zgodba. Upam, da vi niste šli pod tuš, da ste lahko videli, jaz malo po slikah pogledal, ker se mi tak ni dalo, pa sploh nisem vedel, kje naj iz bloka pogledam, ker so dreve pa vse. A ja, to ne. Ne? In bi mogel iti nekam čisto drugačno Slovenije. Bom pogledal slike in to. Jeger? Jaz sem bil v Lovrencu, Lovrenc je pa kotlina, tako da... Ja, bi tudi mogel iti nekam gor. Mislim, mi smo res, kakvi butli. Tako da, 2081. Dobro jutro želimo. Dobro jutro. In preverimo, kaj pa bodo počeli naši otroci jutri, torej še zadnji dan v tednu, ker čez vikend si je treba malo oddahniti od vseh aktivnosti, ki jih ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor. Tako da, Sara Irman Kolar, kaj boste počeli jutri? Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro. Evo, fantastično, kot se spodobi za konec tedna, ne, malo osvežitve na Mariborskem otoku, potem pa vikend, potem pa v ponedeljek spet naprej. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali vidva vesta morda, kako dolga je bila skladba Angels od Robbija Williamsa na prvem mestu ameriške lestvice, ko je šla? 100 let. Ne, 6. 6 tednov? Da. Ana pravi 100 let? Ja. Ok. Nič tednov, ker nikoli ni bila na prvem mestu. Res ne? Ja, točno, to pa sem brala zadnjič. Ja, slabo, vem, ja. Ampak na današnji dan pred 22 leti so ravno v ta namen naredili eno anketo in skladbo Angels so izglasovali za najboljši singel, ki nikoli ni bil number one. V tej kategoriji je Robbie premagal recimo Truly Madly Deeply od Savage Garden in pa celo I Don't Want to Miss a Thing od Aerosmith. Tam tudi niso bili? Tudi niso bili. Pa ko sem gledal še malo ta seznam skladb, ki nikoli niso bile number one, me je malo kap, ne? Recimo Material Girl od Madone, nikoli. Res?
Veš kaj, to so bili taki časi, tako dobre muzike, da so si pomoč težko delili lestvico vsi, veš. Ja, ali pa recimo Wonderwall od Oasis, tudi nikoli. Zanimivo. Tako da, mogoče se to pač primeri, ko pesem postane popularna komaj čez nekaj let, ali pa, tako si rekla Ana, da je pač jih bilo preveč, pa je pač ok, te pa boji ti na prvem, pa... Jaz bom pa na 6. Jaz sem se lani tako jokala na njegovem koncertu, ko je to pel. No, evo, te pa zdaj za Ano in za vse to jutro. Torej, po mnenju določenih ljudi, najboljša skladba, ki nikoli ni bila številka 1, Robbie Williams in Angels. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In že jutri 14. se prične 27. festival Letni oder Ruše. Mi pa imamo nekaj vstopnic za iztek festivala, ne, torej na glavnem odru naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Tako, Bigfoot Mama, torej naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri, gremo! Kaj si bomo še peli to? Ali pa, seveda. Ali pa moja najljubša od njih. Ja, da vidimo. Kaj pa tvoja? Kaj Laura. Okay. Ne bom jaz zavrtal. Okay, stopnice imamo za vas, tako da dajte poslati SMS s ključno besedo Bigfoot Mama na 051 220 220 in ste v žrebu. Lepo, dobro jutro. Na zdravje, Ana. Dobro jutro, Dobro jutro. Podajmo se spet v nebo. Letimo do Nove Zelandije, pol pa malo nazaj gor, čez Avstralijo in proti Indoneziji. Govorimo seveda o Marjanu Vedlinu, o mariborskem pilotu, ki ba je ni v žlahti z Dajanom Vedlinom. Šel je po svoje letalo na Novo Zelandijo in je na poti domov. Mi ga seveda spremljamo. Imel je nekaj začetnih težav, ampak mislim, da se zdaj zadeve obračajo na bolje. Marjan, kakšna je situacija? Halo? No, pa smo v Indoneziji. Vse ok, ampak letalo je reklo, da je v kabini 51 stopinj in to 51 stopinj 7 ur. Tako da smo prišli na letališče v Indoneziji, spil liter in pol vode, hotel pod tuš, zdaj pa nazaj, sicer ker je treba letalo napolniti z gorivom, da imamo za jutri do Cebuja, do Filipinov, približno 4 ure leta. Jutri, kot sem rekel, letalo na servis. Redni servis, nič posebnega, menjava olja, menjava pač stvari, ki pač kot da bi servisiral avto. V bistvu ob 6:30 moramo naprej, naše dovoljenje nam poteče ob 6:30, tako da to bo še malo veselo, ker namreč filipinsko končno dovoljenje, ki smo računali, da ga že imamo, bi naj prišlo jutri ob 8. Tako da bomo v bistvu ob času, ko bo dovoljenje prišlo, bomo že v zraku, praktično na pol poti proti Filipinom. Danes smo prečkali ekvator, zapustili smo južno poloblo in smo šli na severno. Nismo še sicer na polovici poti, ampak jutri Filipini, tu so nekje približno okrog polovice, plus minus ura 2 oziroma 100-200 km. Tako da še dva taka leta nas čakata, kot sta bila danes približno, se pravi malo daljša, potem pa bo to malo lažje. Kaj si nor? 51 stopinj. 7 ur v kabini letala. Te pa nima klime letala. Okay. Ne. Te pa, da bi okno odprla, kaj malo, malo zapiha, ne? To se malo potegne. Ja, pa kompresija, pa vse to, kar imajo v kabinah. Ampak zanimivo, jaz sem razmišljal, kaj zdaj tam doli, ne? Ampak pravi, da je že skoraj na pol poti, ko bojo na Filipinih. Ne, če zdi se mi ono, Nova Zelandija, to je vse tam. Ja, doli neki, ja. Ful daleč stran, ampak okej. Super, napredujejo potem z vsem, kar se je dogajalo. Pa že na naši polobli, tako da evo. Skoraj že doma. Ja, skoraj. Marjan, vso srečo, pa se slišimo spet jutri.
Tine. Si ti nor. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Ti si slišal, kako sem lepo zapel? Slišal, to pa še enkrat, zakaj moraš se pokvariti, pusti. Tako je. Kaj pokvariti? Sem lepo gor zapel. Nehaj ti, no. Tine, si gledal sončni mrk včeraj? Ne, ker mi je sonce zašlo prej. No. A tebi tudi. Ana se je šla tuširati, vmes pa je zamudila. Jaz sem bil na kavču, pa se mi ni dalo, Jeger pa je bil v kotlini, pa ni videl. Sem bil v Lovrencu. Jaz pa sem čakal, pa sem videl tako, ne bo šlo. Pa sem šel pač, potem sem pa rekel, bom te gledal, to te... Ja. In? Per se ide, ja. Pa sem 20 minut sedel na balkonu, pa gor gledal, pa vedno, ko sem levo gledal, se mi je zdelo, da je en desno. Padel, pa sem desno gledal, pa se mi je zdelo en, pa sem ga vedel, bom drugič. Ok. In kaj prinašaš to jutro? Dan za mene, to mi je vedno fajn, brat. Veš, kaj imajo pač Američani, poleg vsega imajo tudi ogromno enih zelo butastih zakonov. Ja. Pazi to zdaj. V Nebraski, zvezni državi Nebraska, je ne smeš se skratka poročiti z nečlovekom. Ok. Ne vem, kaj so delali tam včasih, ampak nočem vedeti, ne. V New Yorku je recimo prepovedano hoditi z praznim kornetom za sladoled v zadnjem žepu. Kazen zna biti. Nevarno. Ja, v Montani ne smeš imeti ovce v bani. To mi je bolj logično. Kaj so delali? Neki bolnik je šel enkrat. Logično. Bolj logično je to, kot pa da ima nekdo kornet v žepu. Ker recimo v New Hampshireu ne smeš preko državne meje oziroma pač ne state line, če imaš živega losa v avtu. Čakaj, los je... On je. Ja, ne, ni losos. Dobro. To vedno zamešam, no. V Missouriju se ne smeš z avtom voziti, če imaš medveda not, ki ni v kletki. V kletki ga lahko voziš. Okay. New Mexico, to bi uvedel pri nas tudi, prepovedano je ženskam se na ulici pojaviti nepobrita. Kaj, preverjajo, vsi pa gledajo? Ja, hodijo, imajo dlakovo policijo. V Severni Karolini, to bi tudi uvedel, to pa bi uvedel. V Severni Karolini je prepovedano falšpet. Oni z neposluhom več. Še dobro, jaz bi lahko šel tja. V Oklahomi recimo ne smeš stripa brat, ko voziš. Ok. Ja, recimo, lahko pa ješ nekdo. V Severni Dakoti tudi ne smeš plesati na šanku obut. Okay. Lahko plešeš na šanku. V Oregonu pa recimo ne smeš postaviti hiše strahov, razen če ni registrirana kot hiša strahov. Kako pa bi jo drugače registrirala? V Ohaju ne smeš ribe napiti. To so zakoni, ko so pač od nekod mogli priti, ker vedno en je hotel ribo napiti, pa nekaj, če damo to napisati, da ne bo še enkrat. Ja, verjetno. En je verjetno ribo napil. No, ja, samo ne vem. Pa enega pojedla, pa so napisali, ne, pač. Ja, pa en je pač losa odpeljal prek, pa so rekli, gled, to se ne sme več dogajati. Recimo. Kaki butli. Hvala, Tine, in dobro jutro. Ja, dobro jutro. In Ana Jeger Marko želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Razmišljal sem, dolgo je že, odkar sta nazadnje skupaj delala. Ja, res je kar nekaj časa, ja. Tako da, kaj če bi malo pogledala v portale? Portale? Ja. Ja, dobro, dajmo pogledati. Torej ti v ženske, tako? Ti pa v moške. Tako. Kdo začne? Ana. Dobro. Ana, izvoli. Našla sem eno raziskavo in bomo danes naredili en test, in sicer se mogoče sliši preveč enostavno, ampak vedno več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in tudi staranja. In raziskovalci na neki kliniki so ugotovili, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti vedno manjša, torej upada, in sicer hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja. Res? In zdaj bomo vstali. Ok, čaki. No, že kak si se vstal, mi je jasno, da ne bo šlo.
Evo, vsaj 10 sekund je treba, ja, vsaj 10 sekund, da bo ta na ravni 50-letnika. Ne glede na kjeri, vseeno, kjera noga. Ja, vseeno, kjera noga. Pazi, 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, kaj je gre? 5, 5, Kaj 5? 6, 7, 8, 9, 10. Jeger, Evo, tebe vse tako najboljše piga. za Abrahama vredo. Tebe tako piga. Jaz bi lahko celo jutro tak bil. Normalno stojim. Ja. No, tako da to je odlična vaja za ohranjanje ravnotežja, ki je tudi priporočljivo, da jo delate doma, čeprav se zdi mogoče bedno ali pa lahka komu, lahko pa prinese dobre učinke na stara leta. Okay. Tako dolgo moram stati na eni nogi, da prijem na raven 30-letnika, tako sem. Ne boš prišel, lahko pa probaš. A bohu. Minuto na vsaki nogi, ne? Medtem ko si pa zapri umivaš oči vmes zobe, še. recimo. Ok. Redo je. Hvala, Ana. Kaj pa Jeger? A ste že slišala za izraz nona maxing? Ne. Nona maxing? Ja. Kaj je to, babica nekaj? Tako, TikTok je to obsedel nek trend, zaradi katerega si vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonom, popoldanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa. To sem jaz. Temu se reče nona maxing. Ja, prav italijanski babici s vas prosim. Tako, pa se Jeger ni daleč stran. Ana, Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro. Dobro jutro. Pazite to, ena uslužbenka pri podjetju OpenAI, torej to, kar je naredilo ChatGPT, Ja. je pač odšla iz tega podjetja, zato ker bi rada naredila telepatijo, okay, ki pravi, da bo baje glavni način komuniciranja s temi AI agenti čez nekaj let. Čez nekaj let Torej, že. da se bomo telepatsko, ne boš več tipkal, ampak boš samo V bistvu bojo mi informacije kar same v glavo prišle, torej. oziroma bojo kar posrkali ven iz tvoje glave. Informacije pa ti bodo kar odgovor nazaj v glavo. No, Pa brez Scary. veze. Strašljivo. sliši se kot znanstvena fantastika, ampak tudi mnogo stvari, ki jih danes imamo, so se slišale kot znanstvena fantastika nekdaj. Pa dobro, to jaz bi rekel, da bo to čez par 10 let, ne čez nekaj let. Ja, bomo videli. Ja. Bomo videli. Dajte si neko folijo gor. Festival Letni oder Ruše 27. se prične že jutri, zvrstilo se bo ogromno dogodkov. Ampak res ogromno, ne samo glavne predstave na glavnem odru, torej na letnem gledališču Podgoroj, ampak tudi ogromno Na Jegrovem dvorišču. Ni glih ravno na mojem dvorišču, je pa na Dobro. dvorišču občine, pač dobesedno na trgu pred občino. Ti si Tam bo občina Ruše. ves spremljevalni program, torej koncerti, predstave, tudi otroške predstave, otroške delavnice, likovna kolonija, Kantfest, vse bo tam, pa tudi tržnica. Rock tržnica oziroma Tako. tržnica nostalgije. Tam se bodo vrtela glasba iz vinilk, pa tudi tam bodo koncerti, tako da vrhunsko bo. Vrhunsko, 9 dni traja festival. od jutri naprej pa do 23. in mi imamo za vas nekaj vstopnic, kot smo obljubili. 2 vstopnici za Bigfoot Mamo, ki bo 22. avgusta ob 21. uri, če ste se seveda prijavili z SMS-om Bigfoot Mama in svojimi podatki na 051 220 220. Sicer pa ne pozabite tudi danes pri Saši in Andreju še vstopnice za nekaj drugih dogodkov. Tokrat pa za Bigfoot Mamo je bila izžrebana Kaja. Kaja, kje te motimo? V službi. A v službi, kaj pa dopust, Kaja? Že bil? Ja, drug teden. A, še pride. Pride, To vidiš, pride. zdaj, tisti, ki so že bili junija in julija, ti zdaj fejs zavidajo. Ja. Res je. Ker Ja. potem, ko so oni tu že matrejo, na koncu še pravi, komaj grejo na dopust, jaz tudi. Kaja Tako, kasneje. evo, točno to. Ko vsi pridejo Evo. nazaj, ta pravi gremo. Evo. Kaja, kličemo pa te iz drugega razloga, ne zato, da se omenili o dopustu, ampak zato, ker te vprašamo, ali bi ti šla na Bigfoot Mamo naslednji teden. Ja, seveda, Še imaš čas pred dopustom. seveda. Ja, Potem pa pridem z dopusta, Kaja. pa gremo v Ruše, pa pol nazaj, ne? Evo, zmenjeno.
Kaja, 2 vstopnici sta tvoji, torej Bigfoot Mama naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Maksimalno uživaj. Super, najlepša hvala. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.